Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer je zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 19. november 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. Nakljub mnogim pomislekom je politika sprejela Šuterjev zakon. Kako po letu in pol delovanja živi platforma Beletrina Digital. Slikanica Aleksandre Kocmot, otroke in odrasle, prijazno nagovarja k izražanju čustev in pogovorov. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. V prvih minutah včerajšnjega dne je Državni zbor z 59 glasovi za in 4 proti sprejel predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma tako imenovan Šuterjev zakon. Spomnimo, zakon je vlada predlagala po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Posega na področje kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. Kaj torej piše v zakonu, ki je pred sprejetjem doživel še precej sprememb in kaj to pomeni, bo nam pojasnila urednica Črne kronike Elizabeta Planinšič. Beti, kaj torej piše v novem zakonu, ki ga je sprejela vlada? Pozdravljena. Kot se že omenila, pa zakon posega tako na področje kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. Nekako najbolj izstopajo ta dodatna pooblastila oziroma to, kako lahko policija ukrepa na teh območjih, in sicer dodatna pooblastila bodo imeli na tako imenovanih varnostno tveganih območjih, o katerih, ki jih bosta pa torej določila bodisi direktor policijske uprave ali generalni direktor policije. Uporabljali bodo lahko tehnična sredstva za fotografiranje, video in audio snemanje v primeru, da je ogroženo življenje ljudi ali premoženja, ali če je podana verjetnost, da bo take ogroženosti prišlo. Nekaj je sicer govora potem tudi o torej višjih kaznih za nasilništvo in pa seveda tudi o dodeljevanju na primer brezplačne pravne pomoči za tiste, ki so torej že v preteklosti bili prekrškarji. Skratka, gre za kar večje posege v različne veje zakonodaje. Seja je bila torej pozna. Kako je potekalo to glasovanje? Kot sem že rekla, bilo je precej sprememb tik preden je bil zakon sprejet. V bistvu je včerajšnja seja nekako nakazovala ves kaos, ki se je v bistvu vrtel okrog sprejemanja tega zakona. Že začetek razprave v bistvu se je začel z večjimi prekinitvami, tudi daljšimi, zato da so v bistvu poslanci v Državnem zboru sploh ugotovili, koliko amandmajev imajo, kateri amandmaje imajo. V bistvu ne nazadnje je bil po zakon na koncu sprejet. Levica, na primer, koalicijska Levica, torej o zakonu ni glasovala, v času glasovanja so bili odsotni. Podprlo je zakon, na primer, dobra polovica poslancev SDS-a, ampak to bolj kot da bi šlo za res podporo temu zakonu, so v bistvu nekako povedali, da zdaj jemljajo aktualni vladi zadnji izgovor, da torej res nekaj naredijo na tem področju. Je pa Evropska komisija včeraj Slovenijo pozvala, naj zagotovi, da izvajanje torej Šuterjevega zakona ne bo nesorazmerno vplivalo na katero od skupnosti v državi. Kaj to natanko pomeni oziroma ali lahko pričakujemo še kakšne druge odzive, podobne kot je torej odziv Evropske komisije? Ja, vemo, da je v bistvu predvsem pravni strokovnjaki, pravna stroka, da so bili v minulih dnevih, torej v 3 tednih, odkar je ta zakon bil napovedan in tekel čez ves postopek sprejemanja, je bilo kar nekaj opozoril, da gre torej za rešitve, ki so lahko bodisi protiustavne, bodisi diskriminatorne, predvsem pa nepotrebne in nepremišljene. Zdaj je nekako iz Bruslja prišel apel, da naj pazijo, da res ne bo zdaj, ena etnična skupnost diskriminirana na račun drugih, da naj gre za rešitve, ki bodo torej za vse enake. Glede na vse te kritike in glede na to, da vendarle zakon ni bil tako spremenjen, da bi zdaj bile vse te kritike ovržene, je verjetno pričakovati, da se bo našel tudi kdo, ki bo morebiti ta zakon, potem ko bo seveda ga podpisala predsednica in bo objavljen, predsednica republike in bo objavljen v Uradnem listu, kdo popeljal tudi na Ustavno sodišče. Še čisto na koncu, Beti, kakšna je tvoja ocena zakona? 30 let že spremljaš z novinarskega vidika to področje Črne kronike. Kaj ti meniš o Šuterjevem zakonu? V bistvu moje mnenje je, da se tak zakon, ki tako posega v neko res etnično skupnost oziroma pisanje na račun neke
etnične skupnosti se zagotovo ne sprejema tako, kot se je. Večkrat je bilo opozorjeno oziroma izpostavljena ta znana krilatica, da se takšen zakon sprejema za tresočo roko, torej ne na hitro. Vemo, da v bistvu ta zakon je bil zdaj spisan v manj kot 3 tednih. Rešitve so take, da ni nujno, da so vse res optimalne oziroma v skladu z ustavo. Predvsem pa bi bilo treba izpostaviti to, kar marsikdo iz pravne stroke opozarja, da so rešitve, ki so jih zdaj nekako sicer mogoče malo bolj rigorozno zapisali v ta Šuterjev zakon, bolj kot ne že vse obstajale v drugih zakonih, pa se pač očitno niso izvajale. In zdaj je v bistvu seveda vprašanje, torej, če bo Šuterjev zakon na koncu obveljan, da torej ne bo končal poti na Ustavnem sodišču ali karkoli, je seveda predvsem osnovno prvo vprašanje, kako se bo izvajal v praksi oziroma kaj se bo pokazalo na terenu. Spremljali bomo seveda tudi to, kako bo na terenu. Hvala, Beti, za tvoje pojasnilo. Hvala. Na kulturnih straneh časopisa in spleta vas tokrat čaka analiza multimedijske platforme Beletrina Digital po dobrem letu in pol delovanja. Kako se v kulturi neplačevanja digitalnih vsebin znajde portal, ki ponuja naročniške pakete za e-knjige, zvočne knjige in vsebine tako imenovanega slow žurnalizma. Beletrina Digital je torej naročniška platforma, na kateri vsebin ne izposojajo, temveč imajo naročniki na voljo 3 naročniške pakete. Na portalu je, tako pravijo pri Beletrini Digital, trenutno na voljo 4811 e-knjig, 4017 zvočnic in več kot 500 filmov. Pogodbeno sodelujejo s 116 partnerji in ponujajo vsebine 247 različnih ponudnikov. Število naročnikov na platformo je poslovna skrivnost. Poslovna skrivnost se pri takšnih poslovnih subjektih praviloma uporablja takrat, ko se številkami ne morejo pohvaliti, piše avtorica članka na Kulturi, urednica kulture Petra Vidali. Ko je Biblus, torej nekdanji Beletrini portal za e-knjige, v času pandemije dosegal rekorde, ali ko se je prodala še ena naklada romana Belo se pere na 90, to ni bila poslovna skrivnost. Ob manjku uradnih podatkov se še bolj razraščajo domneve, piše urednica kulture. V primeru Beletrine Digital je namreč bilo slišati, da naj bi bilo število naročnikov manjše od števila partnerjev. Slišati je bilo celo, da naj bi bili poskušali za projekt najti kupca. In ko smo spraševali med rednimi bralci e-knjig in rednimi gledalci filmov preko pretočnih kanalov, smo našli eno bralko, ki se je naročila na osnovni mesečni paket. Poznavalci filma pa so nam razložili, da so filmi, ki jih ponuja Beletrina Digital, na voljo tudi drugje, zato ni razloga, da bi plačevali še to naročnino. Pri Beletrini Digital pa izpostavljajo tudi kakovostno novinarstvo, a kot ugotavlja avtorica članka, je nabor pišočih avtoric in avtorjev ozek, njihov strokovni domet pa omejen. Besedil, ki bi jih pisali prepoznavni poznavalci tematik, skoraj ni. Vse težje pa najdemo tekste, ki ne bi bili na različne načine razširjeni promocijski formati. Kaj glede finančnih težav podjetja odgovarjajo na Beletrini in kako poslovni rezultati vplivajo na razvoj novinarskih vsebin? Več o tem v tisku in na spletu. Včasih se otroku zazdi, da ga bodo starši nehali imeti radi, če bo preveč razigran ali bo pokazal svoje neprijetne občutke. Tako je zapisano na hrbtni strani slikanice Aleksandre Kocmut z naslovom Rada te imam, ko skačeš, se smejiš, klepečeš in prdiš, ki je z ilustracijami Maje Koder letos išla pri založbi Kjara. Slikanica sporoča, da ljubezen staršev ni odvisna od otrokovega razpoloženja ali vedenja in spodbuja k izražanju čustev, ter prijazno nagovarja zlasti otroke, ki doživljajo stisko ali nasilje. Vsaka oblika nasilja ima namreč svoje korenine, pripoveduje Kocmut, pisateljica, pesnica, prevajalka in lektorica. Otroci vpeti v vrstniško nasilje kot nadlegovalci ali kdaj kot opazovalci s svojim vedenjem nekaj sporočajo, pravi pogovoru. Tega otroci ne počnejo zato, ker bi se imeli fajn ali bi hoteli biti frajeri. Na površini se mogoče otrok zdi kot buli, ampak vprašati se moramo, kaj je kot površjem. Rešitev je, poudarja Aleksandra Kocmut, da otroku omogočiš varen prostor in mu daš vedeti, da so vsa čustva dovoljena, niso pa dovoljena vsa obnašanja. In šele, ko se starš nauči, kako se izrazi čustvo na način, ki ne vključuje krivde drugega, to lahko preda otroku. Še v pogovoru pove pisateljica, ki razloži tudi, zakaj se jeze večina ljudi boji in zakaj nam v današnji družbi manjka predvsem poslušanja. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 19. novembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek.
Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji, in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam ostreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.